živa družba, spet sem jaz, dobrodošli na mojem kanalu. Moje ime je Jana in znašli ste se v kotičku, ki se imenuje Bela palica. Tukaj vsak četrtek objavljam različne vsebine, ki so tako ali drugače povezane s slepoto oziroma slabovidnostjo. Če še niste člani moje YouTube družinice, lahko spodaj aktivirate zvonček. Na ta način boste dobili brezplačna obvestila, kadarkoli naložim kakšno novo vsebino, objavim kakšno novo vsebino. Ali če želite, na koncu videa v zgornjem desnem kotu se pojavi kremšnita, ki jo vsi zelo dobro poznate, in se tudi na ta način lahko naročite na moj kanal. Tokratna vsebina je pa izrazi, ki so povezani s slepoto in slabovidnostjo. Zdaj v angleški in v španski verziji so to popolnoma drugačni izrazi in tukaj tokrat vas bom pa prosila za pomoč. Jaz sem vid izgubila medtem ko sem živela v Mehiki, tako da se jaz z izrazoslovjem na to temo v Sloveniji iskreno povedano nisem srečala, ker sem imela takrat brezhiben vid in tudi nisem poznala nikogar, ki bi imel težave z vidom. Tako da je ta svet bil zame dokaj nepoznan. Zlasti pa izrazoslovje. Zdaj bom omenila besede, ki so mi znane v slovenščini, potem bom pa poskusila prevesti španske oziroma angleške izraze in ne vem, če bo to tudi izraz, ki se uporablja v Sloveniji. Vas bom prosila za pomoč in vaše komentarje. Zdaj, besede, ki jih poznam, ki so povezane s to zdravstveno situacijo, so slep, slaboviden, oseba s težavo z vidom, invalidna oseba, potem pa mislim, da se že konča. Recimo, tukaj v Mehiki sem šla čez v en center za rehabilitacijo in tukaj zelo vztrajajo na tem, da se uporablja besede slep oziroma slaboviden. Jaz pa nisem čisto 100% enake ideje, zaradi tega, ker če človek izgubi vid tekom življenja, je to zelo hudo breme, so težki psihični, čustveni procesi, skozi katere mora človek iti. In ne vem, zakaj bi se od človeka še dodatno obremenjevalo z besedami, ki so težke, ker ne vem. Jaz mislim, da noben z veseljem ne reče, da je slep oziroma slaboviden. So besede, ki so, ne vem, strašljive, grozljive, in jih je zaradi tega še zlasti v začetku zelo, zelo težko uporabljati. Tudi zaradi sramu, zaradi stigme in podobno. Jaz ne vidim potrebe, zakaj ne bi morala oseba reči, da ne vidi dobro, da ima težave z vidom, zakaj je treba na tak surov, krut in direkten način uporabljati te izraze, če so na voljo drugačne opcije in če oseba raje sliši drugačne izraze. Saj s tem, ko ti rečeš, da ne vidiš dobro, da imaš težave z vidom, ti ne zanikaš situacije, ti ne rečeš, ja, saj vidim, super vidim, nimam nobenih težav z vidom, saj ni stvar v tem, da ne bi hotel sprejeti zadeve, ampak manj boleč izraz je. To je en pogled na to zadevo z moje strani. Ne vem, zlasti tukaj pozdravljam prijatelje iz organizacije slepi.si in vas naprošam, da mi poveste, katere izraze vi uporabljate, ali vas motijo ali vas ne, kateri so vam ljubši, kateri ne. Potem v španščini in v angleščini pa obstaja izraz, ki pravi, da je invalidnost povezana z vidom, ali pa potem osebe z drugačnimi kapacitetami ali pa z drugačnimi sposobnostmi, naprimer tukaj sem pa izgubljena, ne vem, če se to uporablja v Sloveniji ali ne, mogoče ta druga oseba z drugačnimi sposobnostmi. Tukaj gre pa za eno zelo kontroverzno zadevo. Uraden izraz je invalidna oseba zaradi izgube vida v španščini in v angleščini in ni nobene težave, ni nobenega dvoma na to temo. Potem pa so osebe, ki si predstavljam, da so pa iste, ki vztrajajo na izrazu slepi in slabovidni, ki se pa ne strinjajo z izrazom osebe z drugačnimi sposobnostmi. Jaz imam eno prav posebno mnenje, jaz nisem raziskovala te teme, iskreno povedano, ampak imam pa razvito svoje mnenje na to temo. Recimo, če ti izgubiš vid tekom svojega življenja,
Si najprej si invalidna oseba zaradi izgube vida. Zakaj? Zaradi tega, ker ne moreš več opravljati stvari, ki si jih opravljal prej, z uporabo vida. Definitivno si invaliden in definitivno zaradi izgube vida. Tukaj sploh ni dvoma. Potem sčasoma, odvisno od tega, kako ti to zadevo sprejmeš, mogoče odvisno tudi malo od starosti, od tega, kakšno priložnost imaš se naučiti stvari delati na drug način. Sčasoma pa lahko jasno, da si še vedno invalidna osebnost zaradi izgube vida, no razen če pač kdo ozdravi, kar iz vsega srca privoščim, če je pač komurkoli to uspelo, ampak običajno pač ta invalidnost obstane. Lahko pa postaneš tudi oseba z drugačnimi sposobnosti. Vam bom dala en primer, da boste pač bolj vedeli, na kaj ciljam. Jaz recimo v določenem trenutku Lize nisem mogla več peljati v šolo na tak način kot prej. Prej sem samo pač šla ven iz hiše, sem gledala pač, do kam moram iti peš in gledala pač te hiše in poslopja na moji levi in desni in pač se ji pomagala z vidom in jo odpeljala v šolo in nazaj. No, potem v določenem trenutku pa zaradi moje izgube vida pač to ni bilo več mogoče. In v tistem momentu sem postala invalidna oseba zaradi izgube vida. Lahko bi jaz v tej situaciji ostala, če bi jaz pač nehala voziti v šolo, če bi nehala početi vse stvari, za katere se uporablja vid, in bi enostavno počela samo tiste stvari, ki sem jih prej lahko počela brez uporabe vida. To je pa zelo malo iskreno povedano. No, potem sem pa jaz v določenem trenutku nekaj stvari sem sama odkrila, nekaj stvari so me pa v centru za rehabilitacijo, v mojem primeru je bila pač ena knjižnica z oddelkom Braille, so me naučili določenih strategij in tehnik, kako se lahko določene stvari počne, pa nekaj sem tudi po YouTubu se naučila. V tistem momentu sem pa jaz začela uporabljati drugačne sposobnosti za opraviti enake stvari kot videči ljudje. Naprimer, zdaj jaz odpeljem Liso v šolo, za začetek sem začela uporabljati belo palico in zelo si pomagam tudi s sluhom, naprimer. Recimo jaz zdaj prisluhnem, s katere strani slišim avto, zaradi tega, ker se tako orientiram. Vem, da ko stopim iz hiše, moram avto slišati pred menoj. Potem, ko grem do konca 6. ulice, moram spet avto slišati pred seboj. Pa desno, da takoj neposredno ob meni tudi lahko gredo. Tako da na ta način si sluhom pomagam. Recimo sluh mi pomaga tudi, jaz moram iti 6 ulic moram prečkati, se sliši veliko, ampak so kratke, no. In točno vem, na koncu katere ulice kako laja pes, a je velik kuža, a je majhen kuža, tudi to mi pomaga. Potem uporabljam tudi dotik. In sicer recimo, če grem popoldan po njo v šolo, vem, s katere strani čutim sonce, na katerem delu telesa čutim sonce. Vem, da je pač, ko grem iz hiše, da je z moje desne, ko grem na levo, da je na mojem hrbtu, recimo to, na ta način mi pomaga. Včasih se dotaknem kakšne hiše, kakšne ograje, kakšnega stebra. In tudi na moji poti, čisto ta zadnji ulici, preden moram prečkati cesto, je tudi en drevo, ki mi direkt v oči, zdaj sežejo listki. Tako da vem, da pač, ko se dotaknem tega drevesa, kakšnih 10 korakov naprej, pa potem en steber in potem še 6 korakov naprej moram iti na svojo desno. Potem mi tudi vonj pomaga, ker je na poti ena delavnica, kjer menjajo olje avtom, tako da pač ima vonj po olju. In še naslednja zadeva, ki jo uporabljam, je pa spomin. To pa ni čutno jasno, ampak prej sem jaz pač samo gledala, do katere stavbe moram priti, mi je bilo prav malo koliko ulic je, pa koliko stebrov je. No, zdaj imam zelo natančno preštete vse te poti, ki jih dnevno upravljam enake. In res veliko upravljam, no, uporabljam spomin. Tako da ne vem, mogoče bom božičku za kakšno dodatno spominsko kartico pisala. Tako da ja, jaz bi rekla, da sem še vedno invalidna na žalost, še vedno si z vidom ne morem pomagati pri upravljanju mojih vsakodnevnih stvari, ampak sem pa razvila drugačne strategije, drugačne tehnike in zdaj se pa zanesem pač na drugačne sposobnosti, recimo na sluh, na tip, na vonj, na spomin, kot videča oseba. In to enostavno, to je pač, ves čas sem jaz to imela na razpolago, ampak ker mi je bil vid v tolikšno pomoč, enostavno nisem imela potrebe po uporabi teh sposobnosti.
Tako da po mojem mnenju sem jaz invalidna osebnost zaradi izgube vida, hkrati pa tudi oseba z drugačnimi sposobnostmi. Zelo bi bila vesela, če mi spodaj v komentarjih poveste, katere besede se uporabljajo v Sloveniji in so povezane pač z slepoto oziroma slabovidnostjo, in če mi poveste vaše mnenje. A je to pravilen izraz ali ne, da ima človek drugačne sposobnosti ali je samo invalidna osebnost? In jasno, da lahko delite video s komerkoli mislite, da bi ga zanimalo. Se vidimo tukaj prihodnji četrtek. Adijo!